V ateljeju Bled so jeseni pripravili že 7. slikarski ekstempore. Razpisane teme, v okviru katerih so lahko tokrat ustvarjali umetniki, so bile sanje, blejske vedute in kot običajno prosta tema. Besedilo Povodna moža Bohinjskega in Blejskega jezera pa je bilo navdih za ustvarjanje ilustracij. O letošnjem ekstemporu predsednica slikarskega društva Atelje Bled Zora Završnik-Črnologar. Z ekstemporom smo zelo zadovoljni. Sprva smo bili malo v dilemi, kako bo, ker je, bom rekla, glede na lansko leto je 20 udeležencev manj, vendar so prinesli nekateri tudi po več del, po eno ali dvoj, tako da je skupaj razstavljenih 66 del, tako da mislim, da je to lep uspeh. Poleg umetnostne zgodovinarke Ane Marije Kunstelj sta bila v strokovni žiriji, ki je ocenjevala prijavljena dela, še akademski kipar in magister vizualnih komunikacij Zoran Poznič in akademski slikar, grafik in oblikovalec Lucijan Bratuš. O delu strokovne komisije njen predsednik Zoran Poznič. Po podrobnejšem pregledu vseh prispelih del, po uvrstitvi v različne kategorije in po ponovnem pogledu, po ponovni razvrstitvi smo v resnici ugotovili vsi trije in moram reči, da ne bi predstavljali nekakšno stroko na svojem področju slovensko. Smo ugotovili, da je polje ljubiteljske likovne kulture v dobrem stanju, tudi na Gorenjskem, in ravno 7. blejski ekstempore govori v resnici o tem, da ljudje začenjajo se oddaljevati od tistih klasičnih formalnih upodobitev, bom tako rekel, pa ne mislim slabšalno, cerkvcev, rožc, polj in kozovcev. In da ljudje, slikarke, slikari začenjajo razmišljati na veliko bolj poglobljen, tudi na veliko bolj, bom tako rekel, strokovno utemeljen način. Tako da bera del in tudi bera nagrajenih del je po mojem na zelo visokem nivoju. V nekaterih vrhovih totalno doseže, včasih celo prežeže eno akademsko raven. Tako da jaz mislim, da se za razvoj in včasih smo govorili za obstanek, jaz danes govorim za razvoj likovne kulture, likovne umetnosti na Slovenskem, tudi po takih manifestacijah, tudi po takih odprtih in nagradah ni zabati. Člani strokovne žirije so bili pri ocenjevanju del, kot je povedal Lucijan Bratuš, ki se tudi sam kot ustvarjalec udeležuje različnih likovnih kolonij, soglasni. Vsi soglasni, tudi že ko so postavljali te stvari, smo si malo gledali, takrat ti pade v oči kakšna slika, in potem je bila odločitev zelo enostavna. Zelo smo zadovoljni, da je prejemnica Grand Prix nagrade naša članica Darja Kemperle. Ona ima zelo izrazit slog, abstrakcijo in mislim, da je prav, da se v bistvu tudi na tak način njeno delo ovrednoti. Smo pa zadovoljni, da se vsi te žiranti sprejeli naše povabilo, ker mislim, da je prav, da se na ekstemporu tudi žirije menjajo. Darja Kemperle, dobitnica velike nagrade Bleda, je strast do slikanja ponovno obudila po več desetletjih. Zato se je nagrade iskreno razveselila. Jaz sem zelo vesela, hvaležna sem, da sem prišla v to slikarsko družbo, da lahko ustvarjam v smislu svoje strasti. Zelo veliko mi pa pomeni tudi to moje abstraktno slikanje, tako kot je predsednik komisije omenil, pomaga mi raziskovati samo sebe in mi ful daje napredek v moji osebni in duhovni rasti. Delo z naslovom Duhovno bojevanje, za katerega je Amadeja Ris prejela nagrado obetavni mladi avtor, je predsednika strokovne žirije spomnilo na mladega Šagala. Mislim, da je to čista slučajnost, je pa imel prav glede ene stvari in to, da je to osebna zgodba, ker je res, sem kar navezana na sliko, tako da je ena izmed redkih takih fantazijskih mojih del. Mogoče pa v prihodnosti kaj več navezave. Med osrednjimi nagradami ekstempora je posebno priznanje žirije za delo Življenje je cirkus prejel Miha Majes.
Nagrada na temo Sanje je za delo Perpetuum šla v roke Lare Pirjevec. Nagrado na temo Blejske vedute je prejel Roman Mlakar za delo Otok Bled. Francoski umetnik Vianney Lefebvre, ki živi v Sloveniji, je prejel nagrado za sliko SP10 2022 v kategoriji Prosta tema. Nagrada Melite Vovk za ilustracijo je šla v roke Draga Hajdaroviča za delo Ljubezen pod gladino. Posebna priznanja za kvaliteto so dobili Nina Špolar za delo Na obisku, Metka Rejc za delo Skrivnostno jutro in Žiga Stupica za delo Limone. V okviru tokratnega ekstempora je prvič potekal tudi novi likovni dogodek Digi Art Bled. To smo naredili, da moram reči, poskusno. Pobudnik je bil Vojko Zavodnik, on zelo spremlja te nove medije in vidimo, da je v bistvu digitalna umetnost na en način na pohodu. Odločili smo se, da dejansko v ta naš dogodek lahko pridejo z deli tako imenovanimi reprinti digitalnih slik. To pa ne pomeni, da so to fotografije. Zato je prišlo majhen mogoče do nesporazuma. Želimo si ta dogodek tudi razvijati, vendar siguren bomo s časoma rabili tudi boljše tehnične možnosti, pa da bomo lahko tudi v bistvu te, da tako rečem, gibljive slike digitalne predstavili. Umetnik Brut Karniolos je prvi prejemnik nagrade za reprodukcijo digitalne slike z naslovom Otoček sredi jezera. Med prispelimi deli sta jo izbrala akademska slikarka Anja Tolar Tomšič in arhitekt Matjaž Požlep.